Ampak tu se mi zdi pomembno, da obranimo ustavo, kajti ustava je tisti temeljni dokument, na katerega se moramo sklicevati. In naj povem, 55. člen ustave govori o svobodnem odločanju o rojstvih otrok. Zdaj, odločanje o rojstvih svojih otrok je svobodno. In če deprivilegiramo želve in jim rečemo, da želve tudi ne more biti starši, ne morejo imeti otrok, jim s tem odrečemo ustavne pravice. Mar ne? Torej, mislim, da se tudi želve, oziroma, če se malce zresnimo, ženske lahko skupaj z možmi odločajo svobodno o rojstvu svojega otroka. To tudi pomeni, da če po nesreči zanosi, da se lahko svobodno odpove temu. Ne pa, da se prisili s pomočjo katerekoli morale k temu, da pač mora obdržati otroka. Kajti najbolj pomembno je, da se pač vse svobodno dogaja v tej naši preljubi državici, a ne?